Cufam torek je že nek tradicionalen dogodek v bistvu študentske organizacije Univerze v Mariboru, na kateri v bistvu, tako rekel, spodbujamo oziroma organiziramo take dogodke, ki so za študente pač pomembne. Do zdaj smo imeli različne bende oziroma pač različni repertoar. Za danes oziroma za včeraj smo se pa odločili za Vladota Kreslina in pa za Kvadropirce. Na koncu bi pa vsem puncam zaželela. Želimo ti tako scufan dan, kot boš scufana ti. Tako je. Takega šovusa, kot smo videli. Maka. Ja, mislim, mi povsod radi nastopamo, tudi v Mariboru. Smo že bili lansko leto tle ali 2 leti nazaj. 2 leti nazaj. In je bilo super, vrhunsko. Vedno radi sem pridem. Zelo dobro se je razživelo, tudi tukaj v Štuku smo zelo uživali. Drugač pa kamorkoli nas povabijo, vedno smo radi tam. Torej, ženskam ob dnevu žena bi mi zaželeli. Ja, jaz bi recimo jim zaželel, da imajo doma dobre desce, ki jih zelo celo leto razvajajo. Veseli sem, da je še živ te praznik, da dan žena še zmeraj živ. Mislim, seveda, vsi vemo, da bi vsak dan moral biti dan žena. To, da z rožami mi pridemo, da zadnjič bilo na televiziji, z rožami prijete, dajte nam reči iste plače. Se strinjam s tem, se strinjam, da rože, pustimo to, to ni zdaj. Ampak, raje sem pa, da je, kot da ga ni. En čas so ga mislili prav ukiniti radnič. Ja, dan žena ne. Dan žena ni. Politično usmerjeni so razne tisti Valentinovi, pa to so, pa Božiči, to so Valentinovi. Ta dan žena ni, ko pa za dan žena eno rožo prineseš. Dan žena, njemu se pripisuje, da je ostanek socializma pa vsega tega. Ampak je ostanek nekje enega časa, kjer so ženske si priborile emancipacijo, a veš, neko pravnost. Zdaj se mi zadnje čase spet zdi, kot zdaj gledam okoli, sem gledal televizijo včeraj, kar razlagal en poslanec Evropskega parlamenta, da so ženske manj vredne, da so bolj neumne, šibkejše, da morajo manjše plače imeti take, mislim. 100 dan žena mora biti, mislim. Vsaj eden, če ne jih že 360. Seže mi pogled z goričkega v Piran.